Teozofija je pot odkrivanja božanskih kvalitet v človeški naravi in spoznavanja božanske modrosti. Prvo teozofsko društvo so duhovni raziskovalci ustanovili leta 1875 v New Yorku pod mentorstvom znamenite Helene Petrovne Blavatsky. Izraz teozofija izhaja že iz stare Grčije, potem se pojavlja pri Jakobu Böhmeu, mistiku, krščanskemu mistiku v Nemčiji. Medtem ko je pa potem 1875. leta z Heleno Petrovno Blavatsko, eno izmed dveh ustanoviteljev, poleg Henryja Steele Olcotta, prišla do tega, da sta ustanovila teozofsko društvo. Zdaj bom rekel, kako jaz razumem, ali pa ti nam blizu, in s tem je tudi povezano naše delo s to knjižnico, da res je teozofija kot božanska modrost, samo zdaj si umišljati, da si to spoznal, da jo imaš, je res ena velika, po moje, utvara. Verjamem, da so nekateri bliže, nekateri dlje, ampak da bi za eno društvo posedovalo to je res daleč od tega. Tako da jaz mislim, da to je bil samo zadan ideal prihajanja, približevanja k temu. Zdaj, kaj pa so razumeli kot božansko modrost, so razumeli tisto, modrost, ki zajema vse, različne poglede, različne poti, različne religije, različne nijanse tega, in to pa je zdaj bil ta ideal, cilj, kako se dvigniti toliko visoko ali pa toliko globoko, da za tvoj pogled, tvoje razumevanje zaobsega vse. To je pa zdaj res velik ideal. V Celju deluje neodvisno teozofsko društvo Dživatma. Njegovi člani so učenci in raziskovalci vseh religij sveta. S preučevanjem iščejo tisti magični ključ, ki odpira vrata starodavne modrosti. Ali kot je zapisala Helena Blavatsky, ključ, ki ne odpira vseh vrat, ni pravi ključ. Vsak član, vsak tisti, ki je z nami, ali pa so prijatelji takšni drugačni, ima vsak svobodo pristopati, torej obstajajo svoje individualna meditacija, individualni pristop. Imamo študijske skupine, kjer skupaj študiramo, ampak tudi te študijske skupine niso osnovane, smo se odmaknili od tega predavanja in sprejemanja, ampak predvsem kot nek skupinski pristop, ki je že, in to je v teozofskih društvih, teozofskih krogih in že dolgo prisotno, torej da je mogoče zbrana ena knjiga, en vir, ki se skupaj prebira in se skupaj razmišlja. Kajti verjamem, da če človek prepričan v nekaj, potem je drugi dan prepričan nekaj drugega in tretji dan lahko nekaj drugega, kar ni nič narobe s tem, ampak eno trajno kvaliteto pa človek pridobi s tem, ko nekaj sam spozna in tisto močno nihče ne more vzeti. Idealni pogled na teozofsko društvo je ta, da se v skupinah, ki tvorijo teozofsko društvo, dogaja predvsem en komplementarni, primerjalni študij različnih duhovnih smeri, ne samo ene, in to z tako imenovanim odprtim umom. Človek mora biti res odprtega uma, da te ne potegne ena ali druga smer, in da odkriješ, kaj je tisto, kar je skupno zadaj, kar je skupno vsem tem potem, in se seveda skozi različne oblike, različna imena prenaša skozi krščanstvo, skozi budizem, skozi islam, ampak tisto, kar je res skupno. In tukaj v tem našem majhnem društvu Dživatma se res trudimo, da imamo te različne smeri. V okviru teozofskega društva Dživatma deluje tudi prva teozofska knjižnica v Sloveniji. Teozofska knjižnica in bralnica Alme Karlin je posvečena spominu na teozofinjo, pisateljico in popotnico Almo Karlin. Osnovni cilj te knjižnice je bil, da postane dostopen vsem, ne samo članom društva. In pač tudi iz cilja, da ne izključujemo, če si v društvu lahko bereš, če nisi, ne moreš. In to je bila osnova, zaradi tega smo naredili tako rečeno dve možnosti, biti član ali biti član samo knjižnice ali biti član torej knjižnice in društva in vsega skupaj.
Če postaneš član društva, seveda imaš možnost si sposojati knjige, možnost biti tukaj. Cilj je tega prostora, kjer smo, kjer je prostor Teozofske knjižnice Alme Karlin, bralnice, da človek lahko sam raziskuje, lahko sam gleda, lahko sam si tudi kaj preslika, odnese in se doma nadaljuje s svojim študijem. Zdaj, cilj v društvu je po preko teozofskih krogih vedno bil jasen, da nikoli ni bilo vprašanje, kaj lahko ti pridobiš od društva, vendar kaj lahko ti daš društvu. Teozofsko društvo ni bilo narejeno za prenos znanja, tako kot mislimo. Teozofsko društvo je bilo narejeno, da bi se gojil občutek univerzalnega bratstva med ljudmi. Ne glede na spol, na raso, ne glede na položaj, a si bogat, a si reven. In to je bilo leta 1882, če se ne motim, ko je Teozofsko društvo prišlo v Indijo, je bil to kar velik zalogaj v Indiji z kastnim sistemom. Tako da so mnogi člani, mladi Indijci, ki so postali člani Teozofskega društva, so imeli kar hude probleme v družinah, ker so začeli zavračati kastni sistem. Tako da sploh leta 1875, ko je pa društvo nastalo, je bil pa takrat, pravijo, to fenomen, se pravi, se nekako boriti za idejo univerzalnega bratstva. Tisti veliki moto Teozofskega društva, eden je, ni religije nad resnico. Ni religije nad resnica je in ni religije, ki bi bila, ni neke verske skupnosti, cerkve nad to resnico. Drugo pa je, da, kar se tiče vsakdanjega življenja, pravi skupaj, čeprav različni. To je bilo že leta 1875 izgovorjeno, pa je še danes, kako nujno, skupaj, čeprav različni. V Teozofskem društvu si želijo, da bi bilo bogato knjižno gradivo, ki zajema tako zahodne kot vzhodne filozofske, ezoterične in religiozne tradicije, dostopno čim širšemu krogu bralcev, vendar trenutno večina njihovih enot še ni registrirana v Cobisu. Zato upajo, da se bo v bližnji prihodnosti našla rešitev tudi za to. Tako bi več kot 7000 knjig resnično zaživelo v celotnem slovenskem prostoru. Reformirana evangelijska cerkev je v Sloveniji uradno registrirana od leta 2004. Izhaja iz protestantskih načel razumevanja Svetega pisma, ki je za njene člane osnovno vodilo verovanja in delovanja. Sveto pismo nam je zelo pomembno v življenju naše skupnosti, tako ob tedenskih skupnih srečanjih ob nedeljah, kot tudi med tednom. Spodbujamo tako posameznike, člane naše skupnosti, da berejo Sveto pismo doma, in s tem namenom kot pomoč se tudi družimo skupaj v manjših skupinah, ker beremo Sveto pismo skupaj. Nekdo ponavadi pripravi preučevanje Svetega pisma, gremo po vrsti, po knjigah Svetega pisma in sedimo okrog, bi rekel, Svetega pisma in se pogovarjamo o vsebini, o pomenu, kaj pomeni za nas, za naše življenje. In tako da lahko drug z drugim delimo svoje poglede in kaj nam govori beseda. Prihajam iz Anglije. Prišla sem kot lektorica za angleški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. To je bilo leta 1971, tako da lani jeseni sem praznovala 40 let v Sloveniji. In tukaj ste našli tudi svojo skupnost, v katero prihajate. Zakaj ste začeli prihajati v to cerkev in kako ste jo našli? Že v Angliji sem hodila na podobne skupnosti, tudi moja družina. Tako da, ko sem prišla sem takoj iskala take skupnosti. Smo na nek način skupaj povezani, tako da mi ni bilo težko najti. Morda imate kakšen odlomek iz Svetega pisma, ki je vam posebej ljub? Ja, meni osebno je pravzaprav celo pismo Efežanom
V celem pismu Efežanom še posebej prva 2 poglavja, kjer apostol Pavel zelo veliko govori o Božji milosti, ki je bila razdeta in nam dana po Božjem sinu Jezusu. Namreč drugo poglavje opisuje, kako smo bili ljudje, kako smo po naravi odtujeni od Boga, pa nas je vendar Bog po svoji dobroti, brez našega prizadevanja, sklenil rešiti, zgolj po veri v njegovega sina Jezusa. In to je bilo meni zelo osvobojajoče, da sem lahko spoznan od samega Boga, samo po veri vanj. Ja, še posebej mi je všeč Pavlovo pismo Efežanom, 3. poglavje, 2. del, ki nagovarja v bistvu, da ljudi, da spoznajmo Kristusovo ljubezen. In to je v bistvu ta nek vrhunec, ki ga čutim v Svetem pismu. In ki vam daje tudi upanje in moč, da greste tudi sicer naprej v življenju. Ja, predvsem to, ampak ni pomembno samo življenje tukaj na zemlji, ampak je pomembno potem, po naši smrti se v bistvu naše življenje praktično začne v popolnosti. Med evangeliji bi rekla, da je Janezov evangelij zelo pri srcu. Potem iz Pavlovih pisem mi je zelo pomembno pismo Rimljanom, pa tudi pismo Hebrejcem. To se mi zdi kot teološki vrhovi v Novi zavezi. V skupini za preučevanje Svetega pisma poudarjajo, da najdejo v tej knjigi vseh knjig odgovore na vsa bivanjska vprašanja in tudi razlage za tegobe, ki tarejo ljudi v sodobnem času. Zato je zanje vedno znova vir navdiha, ljubezni in modrosti. Družina Vidra je že dobrih 12 let zvesta učenjem Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Vsak ponedeljek se Radmila, Robert in njun sin Ram zberejo na družinskem večeru, ki ga posvetijo molitvi, petju in drug drugemu. Sion jih bo popeljal, kjer Bog se pravičnih bo razveselil, Gospod sam jih bo nagradil. Najprej sem bila pri saj babi in potem, ko sem prišla od saj babe, sem jih spoznala. Imela sem pa tako izkušnjo, da ko sem bila pri saj babi in on ima recimo različna verstva, ima tam napisana in narisana slikce, sem začutila v svojem srcu, da mi saj baba govori, da se naj obrne k Jezusu. Ampak nisem bila na kakšen način. Potem, ko sem prišla nazaj, sem ugotovila na kakšen način, kaj mi želi v bistvu Bog sporočiti. Da v bistvu moram več spoznati o Jezusu. Da spoznam resnico, ki je želi Jezus za nas, za vse ljudi, da smo lahko odrešeni v njegovo nebeško kraljestvo. Pričujem, da si, ki ljubiš me vse dni, ko tvoja nežna dlan tolaži mojo dlan, hvala ti. Jezus, pogledal si v moje srce in očistil mi dušo. Ti si moja luč in moja sreča, ti si nebiški si. Večna resnica, ti si vse, kar sem, kar zmorem in kar upam. To je ena od pesmi, ki jih je Radmila objavila v svoji pesniški zbirki Hologram. Med njimi je tudi pesem o sinu Ramu, ki ima cerebralno paralizo. Opisuje ga kot angela, ki je razsvetljiv pogled. V bistvu bi rekel, da ima naraven talent za duhovnost, tako da njega te stvari zelo zanimajo in zelo rad sodeluje pri vseh aktivnosti glede duhovnosti, tako v naši cerkvi, tako da nam je on na nek način zgled in nam pomaga, da se lahko bolje poglobimo v Jezusa Kristusa in Boga, da razumemo smisel življenja. Stoj vedno mi ob strani, da se vrnem k tebi,
za blagoslove prosim te in pomoč.